Dober dan. Danes je z nami gospa Anita Pirečnik-Noč. Govorili bomo o motnjah mokrenja. Zanima nas, kateri simptomi spadajo med motnje mokrenja in s katerimi se najpogosteje srečujejo moški in s katerimi ženske. Ja, motnje mokrenja so eden izmed mnogih simptomov, ki se pojavijo pri bolnikih z multiplo sklerozo. Še vedno je to ena taka tabu tema, bolniki ne želijo o tem govoriti, dosti lažje povejo, da težko hodijo, da imajo mravljince v rokah, nogah, dvojne slike, težje pa povejo, da jim recimo uhaja urin. Zdaj, po nekaterih študijah je nekako 75% bolnikov se sreča z motnjami mokrenja. Določene raziskave grejo celo do višjih številk, tako da pravijo, da se kar 96% bolnikov tekom bolezni sreča z simptomi motnjami mokrenja. To pomeni, da se skoraj vsak bolnik sreča s tem. Zdaj vemo, da pri multipli sklerozi gre za poškodbo mielina in zaradi tega je moten prevod signalov med možgani in pa delom hrbtenjače, ki je odgovoren za mehur in mokrenje. Tako da večinoma pri bolnikih z multiplo sklerozo so težave spodnjih sečil, se pravi, tukaj zraven spada sečnica pa sečni mehur. Manj pogoste so težave zgornjih sečil, se pravi, da bi prišlo do okvare ledvic. To je približno v enakem procentu kot pa pri ostali populaciji. Zdaj motnje mokrenja razdelimo nekako na dva dela. Gre za motnje shranjevanja seča in pa motnje praznjenja mehurja. Pri motnjah shranjevanja seča so najpogostejši simptomi frekventne mikcije, kar pomeni, da mora bolnik zelo pogosto hoditi na vodo. Potem so urgentne mikcije, pomeni, da ko bolnik začuti, da mora na vodo, ima samo nekaj minut časa, da pride do stranišča in drugače pa v tem primeru lahko pride tudi do urgentne inkontinence. Pomeni, da se pač bolnik pomoči, preden pride do toalete. Potem imamo pa še en simptom, ki mu rečemo nikturija, kar pomeni, da mora bolnik ponoči vstajati in hoditi na vodo. No, druga stvar so pa motnje praznjenja mehurja. Tukaj pa gre za to, da se pojavi pri bolnikih hecitacija, kar pomeni, da ko bolnik čuti en tak poziv na vodo, pride do stranišča in potem mora kar nekaj časa sedeti, preden sploh začne urin teči. Lahko se pojavi tudi tak šibek, tanek curek in pa potem tudi pride do tega, da se mehur ne sprazni v celoti. Zdaj, vprašali ste me, kakšne so razlike med moškimi in ženskami, Zdaj, kar se tiče same multiple skleroze, so simptomi podobni pri moških in pri ženskah. Vemo pa, da se anatomsko razlikujemo moške in ženske, zato lahko imajo moški tudi še kakšne dodatne težave s prostato. Največkrat gre za kakšno benigno hiperplazijo prostate. Pri ženskah lahko gre zaradi porodov, zaradi hormonskih sprememb pride do šibkosti mišic medeničnega dna in so recimo potem bolj pogosta je ta stresna urinska inkontinenca. Ampak to so težave, ki se pojavljajo tudi v splošni populaciji, ne samo pri bolnikih z multiplo sklerozo. Najlepša hvala za odgovor.